Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji 7. Minuli teden smo se udeležili posveta Mladinskega sveta Slovenije in konference EFSLI ter novinarske konference pred Mednarodnim dnevom gluhih. Za konec pa smo prihranili še nekaj kratkih zanimivosti. Ostanite z nami. Decembra 2013 se bo iztekel 3-letni projekt Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela, ki ga v sodelovanju z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča in Medobčinskim društvom gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris Kranj izvaja Ratio Social. Na posvetu Mladinskega sveta Slovenije so bili predstavljeni dosedanji rezultati projekta Prehod, v katerega je vključenih 61 mladostnikov, od teh je četrtina gluhih in naglušnih. Trenutno jih večina ali pa več kot polovica nadaljuje izobraževanje. Okrog 10% jih je zagotovo šlo v zaposlitev. Okrog 10% je zagotovo so prišli v zaposlitveno rehabilitacijo. Okrog 10% je tudi takšnih, ki še morajo opravljati maturo. V okviru zaposlitvene rehabilitacije ima mladostnik možnost opravljati delovno usposabljanje in v tem obdobju se pripravljati, se opremiti z vsemi tistimi znanji, veščinami in sposobnostmi, ki jih bo potreboval na prehodu v zaposlitev, če bo do tega prišlo. Da naša interna statistika kaže, da imamo zelo dobre izhode iz zaposlitvene rehabilitacije, saj jih več kot polovica najde rešitev ali v smislu zaposlitve ali v prehodu javnih del ali pa tudi drugih ukrepov, ki jih nudi aktivna politika zaposlovanja. V okviru projekta se je za delo z mladostniki s posebnimi potrebami usposobilo 15 svetovalcev. Kot rezultat teh naših srečevanj in vsega je, da je en od udeležencev diplomiral v tem letu, eden je opravil čisto vse izpite, eno dekle je šlo v zaposlitev, ostali 4 so pa motivacijsko izredno napredovali. Sem študent informatike v zaključnem letniku študija. V zaključnem letniku študija, da sem končal vse obveznosti, mi je pomagal tudi društvo Auris, s tem, da so mi omogočili opravljanje strokovne prakse, ki je bila ena od obveznosti pri študiju. Sem pridobil informacije, ki sem jih potreboval glede zaposlitve, tako da sem zadovoljen s tem projektom. In kakšne so dejanske možnosti za zaposlitev? Trenutno res največ možnosti ima ciljna skupina gluhih in naglušnih za zaposlitev na področju e-arhiviranja, v kakšnih računalniških programih, še vedno grafično področje, lesarsko področje nekoliko manj, mogoče tudi na področju kakšne obrti, domače obrti.
Izvajalci projekta Prehod opozarjajo še na nekatere ugodnosti pri zaposlovanju oseb s posebnimi potrebami, kot so zaposlitvena rehabilitacija, dvoletno obdobje javnih del in subvencije za delodajalce. Želja je, da bi vsaj polovica od 1000 mladih s posebnimi potrebami, ki letno zaključijo izobraževanje tudi s pomočjo projekta, hitreje našla zaposlitev. Zavod Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik je od 13. do 15. septembra v Ljubljani organiziral mednarodno konferenco Evropskega foruma tolmačev znakovnega jezika. Udeležilo se je 170 tolmačev znakovnega jezika, gluhih prevajalcev in drugih udeležencev iz 26 evropskih držav ter iz ZDA in Brazilije. Konferenca je bila priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj o vlogi sodobne tehnologije v postopku tolmačenja in o njenih vplivih na življenje gluhih. 20-30 years ago, different technologies introduced meant that deaf people could have more access to communication. They couldn't communicate by telephone, but once they had text typewriters and then fax machines, and then when mobile phones were introduced and text messaging through telephone and mobile telephones were introduced, it made a really big impact. But all of that stuff still relied on written communication, and so if deaf people were not that literate, they still preferred to use sign language. They still had to try and write things down to be able to communicate using that technology, which is not the ideal. So it's only really when video technology became so advanced that it's really had a major positive impact, I think, on deaf people's lives, because they can communicate directly in sign language. Na konferenci je bil predstavljen tudi Slovenski klicni center za okvaro sluha, ki deluje od leta 2009. Da klicni center uporablja 386 gospodinjstev. Beležimo okrog 4000 klicev letno, pa vendar, ali to vpliva na število vavčerjev oziroma število opravljenih ur 1 na 1, moram reči, da ne. In sicer število opravljenih ur glede na preteklo leto ostaja celo rahlo povišano. Vendar pa menim, da so ti vavčerji in ta tolmačenja 1 na 1 uporabljena v tistih situacijah, mogoče bolj zakompliciranih situacijah, ko je res potrebno, da je tolmač prisoten v živo, da je gluha oseba in tolmač, da sta v istem prostoru. Tako da menim, da oboje skupaj prinaša tisto kvaliteto življenja za naše gluhe uporabnike. Delegati Evropskega foruma tolmačev znakovnega jezika so izvolili tudi novega predsednika, ki je predstavil svojo vizijo sožitja med tehnologijo in tolmačem. I think we have to ride with the changes all the time. Since I've been interpreting over 40 years now, there have been many changes in types of services, in the profile of the deaf people we work with. And that change is going to continue now because of medical advances as well. But we are never going to get rid of the deaf community. The deaf community is here to stay. Sign languages, we think, are here to stay. And so while deaf people rely on sign languages, we need to help them to be included in general society.
And so part of the role of EFSLI is to encourage that development so we can improve the quality of interpreters right across Europe, but also work very closely with the deaf communities in the different countries as well, to show that we don't only work as interpreters, we're working with the deaf communities to give them access to work, to medical, legal, whatever services deaf people want access to. That's really our goal, is to develop that and improve the quality of that access as well. Udeleženci konference so bili enotnega mnenja, da je napredno tehnologijo treba uvajati postopoma, da se lahko nanjo privadijo tudi starejši uporabniki, medtem ko mlajši rod novo tehnologijo in nove načine komunikacije, ki jih nudi, osvaja brez težav. Na vrsti so kratke novice. Slovenska futsalska reprezentanca gluhih je začela priprave na kvalifikacijske tekme za Evropsko prvenstvo gluhih, ki bo od 14. do 22. novembra v bolgarski prestolnici Sofiji. Kvalifikacijske tekme se bodo odvijale od 14. do 16. februarja 2014 na Madžarskem. Slovenija se bo v skupini C pomerila z Madžarsko, Italijo in Belorusijo. Prvi dve reprezentanci se bosta uvrstili na Evropsko futsalsko prvenstvo gluhih. Po sprejetju novega statuta Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je Športna zveza gluhih Slovenije pripravila dva ključna dokumenta, ki sta pomembna za njeno delovanje. Pravilnik o delovanju Športne zveze gluhih Slovenije in poslovnik organov Športne zveze gluhih Slovenije. Omenjena dokumenta je ŠZGS poslala društvom v javno obravnavo. Priprave in predloge morajo društva poslati do srede 2. oktobra. Končna obravnava omenjenih dokumentov bo potekala v soboto 5. oktobra. Od 16. do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti. Letošnje geslo je Vaš korak za čistejši zrak. V ta namen bodo v več slovenskih občinah in v evropskih državah začasno zaprli nekatere predele mest. Teden mobilnosti bo potekal tudi na Kitajskem, ki spada med največje onesnaževalke na Zemlji. Z zaporami prometa želijo države vsaj za teden dni zmanjšati avtomobilski promet in ljudi spodbuditi, da se na pot v službo ali po opravkih odpravijo peš ali s kolesom in tako prispevajo k čistejšemu okolju. V Medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče je v Slovenskih Konjicah v petek 13. septembra potekala predstavitev projekta Občina po meri invalidov. Tolmačka Marija Koser je s pomočjo gluhih in naglušnih članov organizirala tudi delavnice, na katerih je predstavila življenje gluhih ljudi v Sloveniji, njihove težave, pravice, naloge tolmača in slovenski znakovni jezik. To je bila tudi priložnost, da so gluhi in naglušni člani svojo invalidnost in društvo predstavili širši okolici. Zveza gluhih in naglušnih Bosne in Hercegovine v Mednarodnem tednu gluhih in sicer 25. septembra načrtuje mirni protest pred parlamentom v Sarajevu. Protest bodo izvedli zaradi nespoštovanja zakona o znakovnem jeziku, ki je bil sprejet leta 2009. Zahtevajo, da bosanski znakovni jezik pred zakonom priznajo kot drugi uradni jezik, da imajo pravico do dvojezičnega izobraževanja v šoli za gluhe, pravico do tolmača znakovnega jezika na fakultetah, na seminarjih in v zdravstvu. Po pričakovanjih naj bi se protesta udeležilo večje število ljudi, tudi iz drugih držav.
70 milijonov gluhih po vsem svetu 3. septembrsko soboto praznuje Mednarodni dan gluhih, ki ga je leta 1958 razglasila Svetovna federacija gluhih. Namen tega dneva je seznaniti javnost z manjšinsko kulturo in znakovnimi jeziki, hkrati pa opozoriti na nevidno invalidnost ter neenakopraven položaj oseb z okvaro sluha. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je za kraj osrednje nacionalne prireditve izbrala Novo Gorico, saj se letošnji mednarodni dan ujema 60. obletnico ustanovitve društva. Želimo predstaviti težave gluhih. Mi se bomo borili v Sloveniji glede zakona o izenačevanju možnosti invalidov. Že dolgo se prelaga. Težavam se bomo borili. 2002 je bil že sprejet zakon o slovenskem znakovnem jeziku v Sloveniji, pravica do tolmača za gluhe, to smo zelo veseli, to je zelo izboljšalo situacijo gluhih, ampak še vedno imajo gluhi v Sloveniji slabo izobrazbo. Tudi službe imajo bolj na nižjih položajih, kar je težava. Upam, da bo boljše in pričakujem, da se bo dvignil nivo kvalitete življenja gluhih. Pripravljamo en pester program, na katerem želimo opozoriti in osveščati in predvsem prikazati življenje, težave in borbo gluhih v vsakdanjem življenju. Zaenkrat imamo že 600 ljudi z avtobusi, ki bodo prišli iz cele Slovenije. Tam bo tudi naša ekipa, ki bo spremljala dogajanje in vam vsem poročala v naslednji oddaji 7. Seznanili vas bomo z dogodki z Mednarodnega dne gluhih in še z marsičim drugim. Pridružite se nam spet prihodnji teden. Nasvidenje.